Hello! En prav lep pozdrav iz Maldivov, iz Paradise Islanda. Danes smo v bistvu prvi poln dan tukaj, včeraj zvečer sva prišla. Danes je sobota, 26. januar. In mečkam sva si dopoldne frej vzela, če hočete, za raziskovanje otoka, kopanje, šnorklanje prvo, pa tako nasploh pač malo, da si na easy vzameva. Kakor vidite, se meni glas, hvala Bogu, vrača. Katja je nazaj prevzela. Ni več tihe maše. Ja, Klemen je rekel, da sem jaz nazaj prevzela vloganje, ampak jaz mislim, da mu je šlo kar dobro, no, tako da sploh za to, ker je bil nekako kar porinjen v to, da mora on to delati, ker pač jaz nisem mogla. Zdajle trenutno se sprehajava in greva do konca tega pomola. Tukaj so te water villa bungalovi in greva v bistvu pogledati, ker na koncu je ena restauracija in tam zvečer hranijo morske pse, ampak pa je, da se že zdaj tudi tam zadržujejo, tako da greva malo pogledati. Je pa tale otok bolano lep. Danes sva si že rezervirala najino prvo, kako bi rekla, dejavnost za jutr. Rezervirala sva si pa v bistvu eno kombinacijo 3 zadev, ampak več o tem boste pa itak jutr videli, oziroma večkrat kasneje. Bom takoj pokazala, zaradi tega, ker bova itak sabo vzela vse za posnet. Klemen hoče, da vam tamle nekaj pokažem. Takole bolano lepo zgleda. Evo, tam od spodaj je morski list. Morski list. Skat, a ga vidiš? Skat. Gremo dalje. Ribe. Ribice. Danes sva šla sam raziskati teren, zato da sva videla malo, kako pa kaj se dogaja v vodi. Itak sva pa še pač par dni tukaj, tako da bova z GoProjem šla noter in probala kakšno ribo tudi ujeti na kamero. Nasploh otok je ful fajn, res, in hrana, postrežba, vsi so ful prijazni. Mislim, se to tako pač more biti, a ne, logično. A ja, pa sva že videla prve morske pse in so nama rekli, koliko je bil velik? Meter pa pol. Meter. Kakšen meter je bil velik, takole v vodi, ne? In sva vprašala tam pač enega tega lokalnega, mislim, iz hotela, iz rezorta gospoda. Sva pač rekla, če je to mejhana, je to velik, pa je rekel, da je to baby shark. Sva rekla, ok, fajn, če je to baby shark, kako so pa polki veliki? Rekel, ja, večji. Ampak da so zelo friendly in pa vegetarian, tako je rekel. Samo ok. Važem, da so oni friendly pa vegetarian, sej. Če pri temu ostanemo, je čisto v redu, am ne? Zdaj smo se izkrcali s čovna in gremo tjale čez. Klemen že nosi najnega drona, takole nad glavo.
Midva že uživava na Maldivih, ampak sva hotela v bistvu sam še na hitrco povedati, pravzaprav zakaj sva se odločila iti s turistično agencijo Palma na to celotno potovanje. V bistvu, ko sem midva začela planirati kam, pa kaj, pa zakaj, pa kako na neko potovanje v januarju, sva se najprej pogovarjala, valjda, da bi šla ven iz Evrope. Zdaj, Evropa sva načeloma sama že potovala v lastni režiji, vse ok, ker je dosti podoben kot Slovenija, ampak ko pa greš enkrat ven iz Evrope, se pa svet malo spremeni. In vsekakor Šri Lanka, za katero sva se midva odločila, je drugačen svet in je res bila v bistvu prava odločitev, da sva si izbrala Palmo in šla z njimi. Zakaj? Zaradi tega, ker od trenutka, ko se odločiš iti z njimi na potovanje, vse rihtajo oni. Vse zrihtajo. Zraven so poslali tudi enega njihovega vodiča. Matjaž, če to gledaš, zakon si bil. Res svaka čast. In Matjaž je bil naš vodič en teden po Šri Lanki, oziroma teh 5-6 dni, ko smo bili tam. On je vedel vse. On je vedel vse, kar smo imeli splaniran, da bomo videli, pa še kaj več nam je pokazal, da smo res lahko doživeli tisto ta pravo Šri Lanko. Tako da Matjaž, Palma, super, super, super organizacija. Tako ja, no, Šri Lanka je bila super, res 1A doživeta, čeprav je meni zdravje mečkam po nagaju, ampak nič za to, jaz sem še vedno uživala, še vedno imam vse te spomine in doživetja shranjene tlele noter in na kameri, valjda. Tako da, ko mi čakam v bistvu, da grem še enkrat čez vse posnetke, no tako, pa slike, pa tako naprej. Zdaj smo pa tukaj na Maldivih in uživava 100% maksimalno, kakor le lahko. Kjergakoli zaposlenega tukaj na otoku vprašaš, kjera stvar je najboljša za videti na Maldivih, vsi ti bojo kaj rekli? The marine life. Marine life, aquatic life, to je v bistvu podvodni svet in midva se kar strinjava z njimi. Šla sva se potapljati, šla sva šnorkljati. To si sploh ne moreš predstavljati, dokler ne vidiš na svoje oči. Niti podrazno ni to isto, kot če to gledaš na zaslonu ali pa na TV-ju. To moraš videti na lastne oči, tako da ljudje, če boste šli na Maldive, pejte vsaj šnorkljati obvezno, če že ne se potapljati z bombo. Res, da je mogoče tisto malenkost dražja opcija, ampak res je vredna vsakega denarja.
pa danes čaka še, povej. Big game fishing. Big game fishing, to je Klemnova dolgoletna želja, da bi šla... Večna želja, tako ja, da bi šla na big game fishing in danes končno odhajava na big game fishing. Tako da bova valjda sabo vzela tudi kamero, držite pesti, da bova kaj dobrega ujela. Upam, da bova kaj ujela. Ja, da bomo kaj veliko posneli. Rekli so tudi, sicer bova še videla, ampak so rekli, če kaj ujamaš, da se lahko odločiš, pa ti pol spečajo to za večerjo ali kakorkoli, sami da bova še videla, glede na to, da nisva zelo, kako bi rekla, strastna jedca rib, bova še videla, če se bova odločila za to opcijo. Tak ja. Treba najprej kaj ujeti. Bo treba najprej kaj ujeti, tako je. A ja, otok je pa tako, ne, midva sva trenutno, mislim, na Maldivih sva nastanjena na otoku Paradise Island. In je v bistvu samo enih 11 km stran od glavnega otoka Male, kjer pač se pristane z avionom. In ful hitro smo bili. Bili smo z tem speedboatom, gliserjem, koliko? 15 minut. Recimo, ene dobrih 15 minut pa smo bili na otoku tukaj. Ljudje tukaj zaposleni so ful prijazni, kakor sem že rekla, res prijazni. Ko te pozdravljajo, sprašujejo si v redu, a kaj rabaš, bilo kaj, res ni da ni ponudbo, kar se tiče aktivitijev, raznih ekskurzij in podobno imajo top, res dodelano, no. Tako da se po moje za vsakega kaj najde. Od vodnih športov do kakšnih ekskurzij stran iz otoka, se pravi, da te pelajo, ne vem, to, ko smo midva šla recimo se potapljati na koralni greben, pa gledati želve, ali pa na sipine sredi ničesar praktično. Bel pesek gleda ven iz vode sredi oceana, mislim, to je, torej sam po moje po slikah, pa po filmih vidiš, če ne greš sem, pa da bi sam v živo videl, res. Tako no, fino je, ful je dober. Se kar hiter približuje dan, ko bova odšla. Bom tako rekla, povsod je lepo, ampak doma je pa vse najlepše. Šlo? No, daj, ajde. Evo, še zadnjič se javljava iz Maldivov. Zadnji že dogaja na polno, ker bojo danes imeli neko žurko na plaži. To je to za najino potovanje, midva se danes vračava domov. Še enkrat bi se pa rada iz srca zahvalila Palmi za tole res amazing, prečudovito potovanje. Od samega začetka do konca so bili 1A, od organizacije do vseh vprašanj, ki sva jih midva imela, pred potovanjem, med potovanjem, ni da ni, tako da Palma, zakon ste. Ja, in to je to. Jaz upam, da vam je bil celoten vlog všeč. Midva sva pa rekla, da se sigurno še enkrat, vsaj enkrat v življenju vrneva na Maldive, ker so 1A. Se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!